Posvetimo se torej avtomobilom, ki bi jih v Ženevi potipali in sedli vanje, pa nismo. Začnimo pri Audiju. Premierno so tam pokazali novi A3. Čeprav vse koncernske znamke ponujajo zelo široko paleto karakterno raznolikih različic in lahko kupec praktično pri vsaki znamki najde sebi primerno verzijo, pa so v koncernu vsaki variaciji novega Golfa namenili svojo smer. Golf je recimo najbolj tehno, Seat je najbolj digitalen, Škoda najbolj limuzinska, Audi A3 pa je po eni strani najbolj športen Golf, a hkrati tudi najbolj eko. Ima namreč 89% reciklirane sedeže, iz 45 1,5 litrskih plastenk. To kar kliče po dodatnih vprašanjih in nanje bomo poiskali odgovore na prvi vožnji v začetku aprila. Ampak omenili smo tudi športnost. GTI, GTD, GTE, športnost, torej Golfovo športnost na 3 načine. Lahko gre za GTI-jev dvolitrski turbomotor s 180 kW. Lahko gre za enako močan GTE, ki pa to moč zagotovi s kombinacijo 1,5 litrskega turba in elektromotorja, ki lahko z energijo baterij GTE-ja samostojno premika do 60 km. Ali pa govorimo o 150 kW GTD-ju, torej o športnem dizelskem Golfu. Ja, dizli ostajajo pomemben del Golfove ponudbe. Ladies and gentlemen, the all-new Škoda Octavia RS iV. Our first RS model with plug-in hybrid drive. Ženeva je pokazala tudi novo, najbolj športno Octavio RS. Ta je po novem priključni hibrid, ki pri Čehih sliši na ime IV. In videli smo tudi najbolj športnega Seata Leona, tistega, ki ni več Seat, ampak nosi značko Cupra. Pri čemer seveda ne gre več za posebno različico, ampak kar za model nove avtomobilske znamke. No, Cupra Leon je na voljo v 2 verzijah. Kot hibrid, ki izhaja iz 1,4 litrskega turbomotorja, ali pa kot polnokrvni divjak s kar 230 kW. Leon je v svoji modelski različici ponujal opremo Cupra. Ta je nudila zelo veliko dinamike v vožnji za svojo močjo. Ker je bila zgodba tako zelo uspešna, so inženirji, oblikovalci iz Barcelone verjeli, da je to lahko samostojna znamka in so jo tudi pred 2 letoma osamosvojili. Seat navdihujejo barve Barcelone, njena kreativnost, toplota, emocije. Pri Cupri je pa to samo še nadgrajeno. V bistvu so barve še bolj dizajnersko dodelane, vidimo tudi mat različice, ki jih pri Seatu nikoli še ni bilo. Tako da dejansko govorimo z bolj prefinjenimi kupci, ki bi sicer mogoče celo posegali po premium segmentu. A v resnici Leonovi konjički zgovorno kažejo na zmago klasike nad zamišljeno prihodnostjo. Znamka Cupra je še en dokaz, da kupci avtomobilov vendarle ne sprejemamo prav z lahkoto besede velikih šefov. Namreč še pred leti so ti razlagali, da gre smer mobilnosti nasploh v 2 smeri. Po eni strani v smer mobilnostnih storitev, car sharingu in podobnih, no in za te naj bi skrbel Seat, po drugi strani pa v smer avtomobilov za vozi, zanje naj bi poskrbeli pri Cupri. No, v resnici se je izkazalo, da je Cupra zelo velik uspeh. Kar na nek način lahko razumemo, zakaj letos o teh trendih ni govoril prav noben Seatov šef. Namreč evidentno je postalo, da si ljudje želimo vozniških Seatov. The Cupra story is more a story about people and his passion. When was decided to start this adventure, the number was not relevant to make this decision. But the passion, the attitude, the spirit. No, to izjavo je seveda treba jemati z rezervo, kajti razmere v današnjem poslu pač ne dopuščajo impulzivnih, intuitivnih odločitev. Verjamemo, da gre pri Cupri za zgodbo poguma in tvegano vztrajanje pri šefih v Wolfsburgu, da ne gre verjeti vsemu, kar napovedujejo analitiki. I know that we are not in the common trend. We have the people that love to drive the car, to feel emotion driving. Our ambition is to have the future owner of the car, younger, that will be able to take emotion when they drive the car. The owner, not the users. We are not alone in the world. A lot of people like us have the same passion.
A čeprav se zdi, da Cupra brez Leona praktično ne more preživeti, pa je tisti prvi pravi Cupra model, ekskluzivni Cupra model Formentor. Pogajmo se bolj blizu. Govorimo torej o prvem ekskluzivnem modelu znamke Cupra, torej modelu, ki ne bo imel osnove pri Seatu. Je SUV, oziroma bolje rečeno CUV, torej kupejevski športni križanec, se pravi dinamičen SUV. Dinamiko je močno čutiti v kabini, kjer je občutek povsem drugačen kot recimo v prijazni Seatovi Ateki. Pogon je vsakič 4-kolesni, motorna ponudba pa je povsem enaka kot pri omenjenem Cupra Leonu. Ampak še enkrat, pri Cupri ni poanta v podatkih, je v značaju avta, filozofiji. CUV-ji so seveda v trendu, saj hkrati ponujajo del SUV-evskih prednosti, hkrati pa to načeloma niso več tako okorni in trdi avti. Ohlajanje navdušenja nad SUV-ji je sicer tik pred Ženevo napovedal tudi prvi mož koncerna Volkswagen Herbert Diess, a pri tem se je nanašal še zlasti na pretirano porabo energije, kakršnekoli že, in narediti SUV ustrezno nizkoogljičen je seveda veliko težje in v resnici nepotrebno, če gre zgolj za komfort. Zato je tudi drugi predstavnik Volkswagenove družine ID, model ID4, v resnici bolj CUV kot pa SUV. Je pa seveda oblikovalsko ukvarjanje z v osnovi neekološko kockastimi oblikami še posebej smotrno, ko govorimo o gospodarskih vozilih. No, in ko govorimo o Cadiju oziroma o avtomobilih, ki so mu podobni, potem aerodinamika oziroma ta opor ni velikokrat predmet pogovora, ampak Caddy je dosegel koeficient 0,3 zračnega opora, kar naj bi v novi različici ponudilo 12% manjšo porabo. No, seveda so svoje doprinesli tudi novi motorji. A nasplošno lahko rečemo, da imajo takšni odstotki v gospodarskem sektorju še posebej veliko težo. Celo tako veliko težo, da so Nemci za podjetja pripravili celo digitalno spremljanje porabe na daljavo in s tem tudi spodbudili tekmo med sodelavci. Je pa Caddy seveda tudi osebno vozilo za večje družine in po novem ne bo imel samo golfove tehnične osnove, ampak tudi golfovo uglajenost. Kar pa se avtomobilizma in virusa tiče, pa Kitajci ne jamrajo, ampak iščejo rešitve. No, predvsem pa se zdi, da dihajo čistejši zrak, ne ravno čistejši, prav Kitajci čistejšega ne, ampak virusa prostega. Geely, kitajski proizvajalec, ki ima v lasti tudi Volvo, pravi, da je iznašel filter N95, mu pravi, ki kabino popolnoma očistil virusa. In od zdaj naprej se bomo zapirali v avto, če slučajno pride do večjih razsežnosti. Avtokarantena. Ali bodo antikorona filtre že kmalu dobili tudi švedski Volvi, seveda Kitajci ne povedo. So pa Švedi hoteli v Ženevi oznaniti svetu, da dokončno ukinjajo dizelske motorje. S tem se pridružujejo Toyoti. Ta naj bi v Ženevo pripeljala novega malega SUV-ja na Yarisovi osnovi, a ga ni. V Bruslju so se namreč odločili, da bodo v teh novih razmerah premiero premaknili na bolj mirne dneve. Ostajamo pri virusih. In na kitajskem in na korejskem trgu, kjer je virus kopiranja avtomobilskih oblik, še posebej tistih, ki se dobro prodajajo, že dolgo močno zakoreninjen. No, pa ne vem, če samo na njihovih trgih, ampak poglejte, a se vam zdi tale maska Hyundai i30 kaj podobna maski Focusa? In a se vam zdi maska Focusa kaj podobna? Tiste je pri Aston Martinu mogoče, ne vem. Ampak to ne šteje, ker je znotraj česa že? Evropske unije, ne, če si želel reči. Brexit je tole vse zakompliciral. Ampak poglejmo pa zdaj, oziroma v naslednjih minutah, kako izgleda še ena novost Hyundai i20. No, i20 je vsekakor manj skopiran, a tudi ta kaže Hyundaiovo tendenco, da dela dinamične avte. Še bolj pa to potencira atraktivna električna študija, ki seveda gleda daleč v prihodnost. No, seveda je nauk zgodbe, da je nekdanja diferenciacija korejskih znamk šla dokončno po gobe. Niso več samo Kie športnega videza, pa tudi niso več samo Hyundai tisti, ki družinam nudijo vrhunsko udobje. Samo poglejte novega Sorenta. To je že pravi ameriški potovalnik.
V Ženevi bi si ogledali tudi več električnih malčkov, pravzaprav logične in pričakovane verzije. Zelo logično je seveda, da bi Twingo slej ko prej postal električen. Renault pač že ima električno tehniko in znanje, sploh pa partnerja, ki se je bencinskim verzijam že v celoti odpovedal. Prenovljeni Smart, torej Twingo dvojček, je namreč samo še električen. V električno dobo avtomobilizma pa vstopa tudi Renaultova nizkocenovna znamka Dacia. To, kar gledate, pravijo, da je zelo podobno serijskemu nizkocenovnemu električnemu avtu. Je pa Renault elektrificiral tudi Megana in Capturja s tehniko hibridnega menjalnika, ki je v bistvu civilizirana verzija menjalnika Renaultovega bolida Formule 1. Seveda je ta menjalnik glavna Renaultova tehnična mojstrovina tega leta. O njej bomo zagotovo še veliko govorili. Izključno hibridni pa je tudi novi Jazz, eden zadnjih malih enoprostorcev. Pred časom smo ga nekako že odpisali, ker v Evropi pač takšnih avtomobilov menda ne maramo več. A v resnici ni nikoli odšel. Bi pa utegnil, zdaj ko je dobil SUV-ovsko šminko, morda spet nekoliko opozoriti nase. Še en malček, ki je pričakovano dobil električni motor, pa je Fiat 500. Seveda pred leti je ta že obstajal, a vmes so se razmerja povsem spremenila. In Italijani so se seveda prilagodili. Ne prilagajajo pa se z Alfo. Natančno vedo, kaj je tisto, kar hočejo pravi alfisti. In to je hrup, moč, surovost, brezkompromisnost. Hočejo tisto, kar so nekoč že imeli. Giulio GTA, po naše stroj, ki bo iz severne Italije odpihnil korono. Mercedes-Benz nadaljuje razvoj v že znanih smereh nove mobilnosti. A drugega ekskluzivno električnega modela Mercedesa EQA-ja v Ženevo niso niti nameravali pripeljati, ampak zgolj pokazati posnetke s testiranja na skrajnem severu. Verjetno zato, da bi lahko bolj zasijal prenovljeni E in morda še bolj novi GLA, torej bolj avanturistični A oziroma kupejevski GLB. No, mi smo se med branjem sporočila za javnost ustavili ob sila preprosti noviteti, za katero nam ni jasno, da si je ni že prej kdo izmislil. Approaching a car wash, MBUX fully prepares your GLA at the push of just one button. It closes the sunroof and windows, it starts the air recirculation, switches on the front camera, folds the rear view mirrors, and deactivates all relevant sensors for parking distance or rain. Ne glede na to, da nismo v Ženevi, pa smo se pripravili, da bomo v Ženevi govorili tudi o avtomobilih, ki jih še na ženevskem salonu sploh ni. In smo hoteli pogledati skupaj z vami v prihodnost prihodnosti. In napovedati električne avtomobile, ki bodo v naslednjih 5 letih postajali vedno bolj funkcionalni. Ja, če so zdaj recimo nekateri športni avtomobili tisti, ki zelo veliko stavijo na športnost, električni avtomobili ponujajo boljše pospeške, že tisti običajni so kar hitri, ko je treba speljati z mesta, pa to pomeni določen davek, vsaj kar se porabe gum tiče. No, pa tudi energije. In energije. In tu so, Greta ne bi bila zadovoljna, ampak zadovoljni oziroma uspelo jim je pri Goodyearu razviti pnevmatiko, ki poskrbi, da se te lamele oziroma plasti ne trgajo in ne cefrajo pri malo bolj velikih pospeških in tudi težjih avtomobilih, kar elektrika pravzaprav prinaša. Še posebej inovativna pa je pnevmatika, ki odpravlja menjavo gum. Res je, nismo jo uspeli potipati, idejo smo namreč preučili z varne razdalje, direktno iz Luksemburga. New is about a tread band, so a tread surface, the part which is touching the road, which is renewable and made of the fact that you have a small capsule and you have to imagine making a small joke that you take like an espresso machine and you want to recharge your coffee. So you put a capsule inside of the center of the hub of the tire and that capsule is put under pressure and then you have a liquid polymer which is diffusing to small tubes. And let's say, obviously the tread band will wear over time and the liquid is in fact solidifying thanks to contact with oxygen and the external world. So the thinner, let's say, that layer of tread which you have on the top of the tire and which is touching the road is, let's say, the more you have them being renewable and linked to that renewable element, because you have to imagine that
When we do nowadays a tire, it's a summer tire or winter tire or no season tire, it has the same tread compound for all usage across Europe, whether you live in a campaign or if you live in a city, whether you live in Slovenia or in center of Paris. But the road conditions, the way you will use the tire can be completely different. And if we think about the vehicles of tomorrow, the artificial intelligence which is available from the vehicle but also in the tire, we can then tailor the blend of material that you would have if you think about, so no maintenance about tire pressure, but also no need to change the tire back and forth for winter and summer. You just need to change the capsule, or when you need to reload because let's say you don't have any more material into the tire, 100% of environment will solidify. But those capsules obviously are returned first automatically, and then you can recharge them, so send them back and receive them